Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Naj spomnimo, Mestna občina Kranj in Dimnikarstvo Dovrtel sta 1. oktobra 2003 sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje dimnikarske službe. Po številnih pritožbah občanov je občina po odločitvi takratnega župana Mohorja Bogataja 2. junija 2004 pogodbo z Dovrtelom odpovedala in koncesijo podelila podjetju Snedim. Dimnikarstvo Dovrtel je zaradi ugotovitve obstoja pogodbenega razmerja vložilo tožbo na sodišču in jo tudi dobilo. Mestna občina Kranj je tako morala aprila 2007 odpovedati pogodbo s Snedimom, dimnikarsko dejavnost na svojem območju, pa znova zaupati Dimnikarstvu Dovrtel, ki je zoper občino vložilo še 2 tožbi. Prvo tožbo je lansko leto občina že pravnomočno izgubila, sicer v vrednosti 866 tisoč evrov, kar smo lansko leto oktobra tudi plačali. Drugi 2 tožbi sta skupaj vredni z obrestmi 1 709 000 evrov, toliko je tožbeni zahtevek in obresti. Sodišče je razsodilo, da je bila poteza župana Mohorja Bogataja, ki je odpovedal pogodbo z Dimnikarstvom Dovrtel, nezakonita, zato so se na občini odločili za poravnavo. Ocenili smo, torej na kolegiju z vodji svetniških skupin, da se je smiselno pogajati in sem dobil mandat, da pogajanja opravim. Naredil sem 2 kroga pogajanj, enega 13. aprila in enega 18. aprila in smo se dogovorili, da se poravnamo za 1 100 000 evrov. To pomeni, da je občina prihranila 609 000 evrov. Dogovorjeni znesek je na včerajšnji seji potrdilo kar 26 od 28 prisotnih svetnikov. Občina se je v poravnavi uspela dogovoriti, da bo zajetno odškodnino poravnala v 2 obrokih. Prvega v vrednosti 500 000 evrov v letošnjem letu iz splošne proračunske rezerve, ki smo jo ravno zato oblikovali, za torej tožbena tveganja. Drugi obrok 600 000 evrov pa v letu 2018 iz proračunskih sredstev. Kazenska odgovornost nekdanjega župana Bogataja v primeru Dimnikarstva Dovrtel je že zastarela, mestni svet pa je na eni od prejšnjih sej naložil županu Trilarju, naj preveri, kakšne so možnosti glede odškodninskega pregona. Pridobili smo pravno mnenje. Izkazalo se je, da je treba za odškodninski pregon dokazati hujšo malomarnost ali pa naklep oziroma namen. Raziskali smo dokaze in ugotovili, da je dokazov premalo, da bi bila taka tožba uspešna, zato se je včeraj mestni svet odločil, da to zahtevo oziroma ta sklep umakne in da se bivšega župana ne bo odškodninsko preganjalo.